Ko so Oplovci videli tole, najslabši del mehanike je tako motor, ki je v nizkih vrtljajih zelo len, pa še dokaj glasen in nemiren je. Slišim, da je tišji od starega, še vedno pa ni med najbolj tihimi v razredu. Ko bo še motor malo tišji, bo v samem vrhu razreda. So se pred zaprli v svoje temne laboratorije in razvili nekaj čist novega. Da se ne bi več pritoževali, so rekli, in me takoj povabili sem na Irsko, kjer so take lepe doline, pa take fejst stare cerkve. Mnogi se mi pa še niso ponudili, da ne bi bil pristranski. No, niso povabili samo mene, tukaj še nekaj drugih novinarjev, ampak to ni tako pomembno kot to, da je motor srce avtomobila in da mora biti res hud. Lani so zagnali projekt, da bodo do leta 2018 predstavili 27 novih modelov in 17 novih motorjev. No, do takrat bodo prenovili čisto vse motorje, od teh 17 pa imajo zdaj že kar nekaj za pokazati, recimo 1,3, 1,6 in 2-litrski dizelski motor. Pri vseh podarjajo že kar neverjetne številke, kar se tiče porabe in tišino. Kot veste, znajo biti dizli precej traktorski, no po novem pa bodo Oplih bolj uglajeni. Mislim, ta ključ. Ja, nova Corsa recimo k nam še niti ni dobro zapeljala, pa ima že kar nekaj odmevnih nagrad in več kot 120 000 naročil. Čeprav se dizelski motorji v majhnih avtomobilih ne prodaja tako pogosto, pa velja 1,3-litrski 4-valjni CDTI za enega bolj učinkovitih. Meni je bolj zanimiv tale, ki se bo znašel v največ modelih. Pri nas smo ga že vozili recimo v Astri in Zafiri Tourer, v Moki pa je zdaj na voljo prvič. In zakaj je zanimiv? Ker ga imenujejo Whisper dizel, šepetajoči dizel. Ja, kljub temu, da pravijo, da je najtišji v segmentu, je takole vsaj na ušesa težko reči, da je res najtišji. Verjetno so zato izbrali tele irske ceste z grobim asfaltom, da se motorja sploh ne sliši, samo kolesa. Mislim, precej, ampak res precej tišji od starega 1,7 CDTI. Meni pa se še bolj pomembno zdi, da je precej živahen. Ne, da ga razganja od moči, ampak celo pri spodnjih vrtljajih je odziven, lahko vleče za 300 kg težjo prikolico in poraba je tudi v praksi majhna. Sicer ne ravno 4,1 litra na 100 km, kot pravijo pri Oplu, še vedno pa je bila na naših testih malo pod povprečjem razreda, kar je dobro. In tukaj imamo ob zelo strogih omejitvah recimo samo malo nad 5. Moka ima tako dober motor, ki bo baje v zrače spustil samo 109 gramov sovraženega CO2 na kilometer, do stotice pa se pognal 9,9 sekunde. Ja, čisto prvič pa se srečujem s tem 2-litrskim 4-valjnikom CDTI. Tale zamenjuje aktualnega z enako prostornino, še močnejši biturbo pa bo verjetno kmalu postal še močnejši, ker se mi je inženir ob tem vprašanju samo sladko nasmehnil. Tale bo zdaj vodilni v dizelski paleti in zaenkrat samo v Insignii. Kasneje ga bodo potem vgradili še v Zafiro Tourer in še kasneje v Cascado. 125 kW oziroma 170 konjev premore, obenem pa kar 400 Nm navora, kar bo dovolj za 9 sekund do stotice za tole Insignia. Seveda ustreza evropskim izpušnim standardom Euro 6, Insignia pa je opremljena še z Oplovim selektivnim redukcijskim katalizatorjem Blue Injection, ki odstranjuje dušikove okside iz izpušnih plinov, tako da ti ne bodo več problem, ko bo količina dodatka AdBlue primerna in motor ogret. Največja prednost motorja je ob manjšem prerastku moči zelo lepo razporejen navor, tako da je motor živahen že pri spodnjih vrtljajih. Tudi tišji od starega, za bolj miren tek ima dodano balansirno grec, za boljšo odzivnost turbine pa električni aktuator namesto vakuumskega. To je zelo pomembno za nadaljnjo prodajo Insignije, ki je poleg Moke zelo uspešen model. Od leta 2008 so jih prodali že več kot 750 000. Ja, zdaj boste poleg teh izpuhov lažje in bolj zdravo dihali. Opel pa je naredil pomemben korak naprej od svojih zastarelih motorjev.